Pozdravljeni nazaj na mojem kanalu. Danes je poseben dan, ker danes je predpremiera, filma, slovenskega filma, ki mislim, da bo res uspel, z dolgim naslovom Slovenija, Avstralija in jutri ves svet. In zato si bi ga šel tudi rad ogledati. Če se spomnite, sem prejšnjo leto naredil en video, ko sem bil v parku, sem snimal, če se spomnite, lahko si ga idete potem pogledati, če niste videli. Sem bil v parku in sem vam povedal, da bom tudi jaz tam nastopal kot statist. No, tako da bi rad videl tudi sam sebe v tem filmu in upam, da sem našel. Tako da ja, gremo si ga pogledati. No, da sem v Mariboxu in zdaj bom pač vprašal par igralcev, oziroma dva igralca in enega režisera, kaj menijo o filmu in par vprašanj zastavil, če so pač mogoče fani mene ali pa če me gledajo moje videe, ne. Upam, da dobijo pozitivne odgovore. In potem sem ogledal film in vam še bom povedal moje mnenje. No, zdaj sem pa tu z dvema otroškima glavnima zvezdima, ki bom pač vama par vprašanj zastavil. Kak ti je ime? Urban Polenčič. Pa tebi? Saša Šikaleska. No, one dva sta punca in fant, sta glavna zvezdi. No, in ja vam zdaj par vprašanj dal. Prvo vprašanje je, ko sta zvedela, da sta glavna igralca sta bila filma, ne otroška, ko sta to zvedela, kak je občutek vam je bil, kaj si sploh razmišljala takrat? Joj, šok, nisem verjela na začetku. Res, jaz tudi je verjel, če je glavna zvezda, to bo isto predvsem ful svetovno, kaj pa ti? Pač nas so klicali ob 9:30, da sem bil sprejet, pa mi je mama to povedala, pa sem pač nisem imel nobenih misli. Potem sem se mogel najprej 10 minut na rabo, da sem se sestavil, pa da sem dojel, da špilam filmu. Svetovno. In drugo vprašanje pa vam tako, če me pač mogoče poznata, ne? Mogoče, če gledaš moje videe. Ja, jaz te ful rad spremljam, pa vsi tisti, ki ga še ne spremljate, ga priporočam, ker ima dobre videe. Kaj pa ti? Ja, seveda. Prej smo tam, ko smo vadili, ko sem jim dal vprašanja, je tako prvo rekla, ko ti si oni? Sem rekel, ja, oni. Ok, zdaj pa te poznam, ja. No to, torej, da se poznamo. Katera vloga si pa bil ti v filmu, pač kako si se imenoval? Moje ime je bilo Andrej, pisal sem se Jenko, v bistvu sem bil taki radoveden fantek, zanimalo me je vesolje, pa te stvari, pa vse sem hotel izvedeti, pa hotel snimiti v Ameriko, pa cel svet sem hotel raziskati. Ful dobro, kaj pa ti? Jaz sem pa bila Nina Jenko, Urbanova sestra, Andrejeva sestra. Jaz sem pa bila tečna najstnica, tako da v bistvu nisem rabila dosti glumiti. Kaj si tudi tako drugače tečna, ali kaj? Ja, če bi vprašali starše, ja. Ja, verjamem, si taka leta, vem, ja. No, hvala vama, upam, da boste uživala v filmu, upam, da tudi jaz užival in mislim, da bom, ker sta tudi vidva, sta verjel otroka, vedi prijatelja, zdaj smo se tako pač poznali in se vidimo, ne? Ja. Zdaj sem pa tukaj z režiserom tega filma, Markom Naberšnikom, zdaj pa vam par vprašanj zastavil. Prvo vprašanje je, naslov je dolgi, ne? Kaj sploh ta naslov pomeni in kako ste sploh prišli na zamisel tega naslova in tega filma? Ja. Zdaj Slovenija, Avstralija in jutri ves svet pomeni, da govori film o enih sanjah, ki se začnejo v Sloveniji, grejo v Avstralijo in na koncu zaobsežejo ves svet. To je v filmu naslov ene knjige in po tej knjigi pač, po tem prizoru, ko gledalec bo videl, ne, bo vedel, zakaj ta naslov in bo znal povezati, kako je ta naslov nastal. In če bi pa več povedal, bi pa povedal spoiler in bi vam povedal vsebino filma. Aha, razumem. Tudi jaz sem film potem ogledal in vam potem tudi povedal moje mnenje in mislim, da bo svetoven film, ker so tudi dobri igralci noter. Kaj pa vi mislite o filmu, kaki film se vam zdi? Zdaj, ko svoj film delaš, ga delaš rečemo 2 leti, jaz sem ga videl resnično čez 200-krat. V montaži, v obdelavi zvoka, v tem, ko delaš obdelavo slike, delaš segmente, delaš 3 mesece na zvoku, vsak dan znova gledaš film, to se sešteje res do enormnih številk in zato do svojega filma ne morem imeti čisto enega takega realnega občutka. Vem, da smo dobro naredili, vem, da je zelo slikovit, vem, da je zelo bogata igralska zasedba, vem, da je noter in nekaj takih prizorov za zamisliti, pa tudi kar nekaj humorja. Bomo videli, kaj bo gledalci rekli, ampak prvi odzivi, ki smo jih imeli, ker smo s filmom že prepotovali, kar nekaj tudi teh predpremiernih internih projekcij, so dosti dobri in verjamem, da bo tudi danes, glede na število obiskovalcev, zanimiv večer. Strinjam tudi z vami. Potem pa še imam eno vprašanje.
ko ste bili vi mladih let, še manjši, ko ste bili tako stari kot jaz, kaj ste vi razmišljali, da boste vi v življenju? Ste sploh razmišljali, da boste vi režiser? Ko sem bil majhen, dejansko sem razmišljal o tem, da bi bil režiser, čeprav se morda sliši to zdaj malo klišejsko ali pa da to govorim zato, da bi bilo bolj simpatično, ampak dejansko še z tistega časa hranim risbice, ki sem jih risal in vedno sem se podpisal spodaj režiser Marko Naberšnik. Tako da sem vesel, da so se te zadeve uresničile. Predvsem, kar je lepo na tem, je, da je postal poklic, to, kar je bil moj hobi nekoč, postal poklic, potem tudi vse težave, ki so v tem poklicu, lažje prenašaš, ker načeloma je v prvi vrsti to še vedno moj hobi. To je ful dobro. Tudi jaz bi rad bil, oziroma jaz bi rad bil igralec, ko je bil veliki in upam, da bi tudi to uspelo. Hvala vam. Hvala tebi. Jaz bom pa potem na koncu še povedal moje mnenje in upam, da mi bo všeč in tudi mislim, da mi bo všeč. Film je bil odličen, svetovn, res dober film. Nisem pričakoval, da bo tako dober, oziroma sem pričakoval, ampak nisem pričakoval tako dober film. Zakaj mi je bil všeč? Ker je govoril o mojem mestu Maribor, bile so scene v Mariboru, Ljudski vrt je bil noter, kaj je bilo, dobri igralci, dobro so igrali, znani igralci so bili, bila sta ful dobra, glavnem, idite si pogledati film, ker je svetovn film. Jaz sem ful vesel, v Maribor zvolila, ne, kam boste šli pogledati, če ne v Maribor, mislim, kaj sploh razmišljate, ne. Hvala Maribox, jaz sem se imel ful fajn, idite se tudi vi pogledati Maribox. Če nimate kartico, jo prosim si naredite, dobite popuste. Jaz sem zdaj že dobil toliko točk, da lahko dobim zastonj karto eno, to še mi izkoristil, vam povedal kdaj. Prvič dobiš kokice, gratis, ko si narediš kartico, ko ideš prvi film gledati, ene kokice velike, tako da se splača. No, zdaj pa še obljubljene nagradne igre. In to je bila nagradna igra za Fidget Cube, ki se meni zdi zelo cool, dosti boljše kot Fidget Spinner. Pač Fidget Spinner se že skoraj propadli neke vrste, nisem še videl koga, da bi to sploh uporabljal. Še več uporabljal, ne, pač vse jaz ne uporabljam. No in v prejšnjem videu, oziroma v enem videu, ko sem ga snimal, sem vam rekel, da morate pod komentar napisati Jack on the Box in številko od 1 do 49. No in pač jaz bom s tem žrebalnikom žrebal, tako se pač vrti in tista številka, ko pride sem dol, potem bomo pač naprej žrebali, vam vse pokazal. Ti si samo zapomnite številko, pač nima. In to je številka, samo malo da vidim, slabo vidi, 36. No to je 36, no zdaj pa gremo gledati pod komentarje. No zdaj pa nadaljujemo naše žrebanje, žrebal sem številko 36, ko ste prej videli. Bilo vas je kar 16, ko ste imeli številko 36, čeprav je en švinglav, ampak tistega sem kar diskvalificiral, ker je zbral si dve številke, mogo si bi pa eno, tako da zavijete za naslednjič. Tako da sem žrebal številka 36, bilo vas je grobno 16. Jaz sem tak naredil, evo, 6 vas je v rdeči ekipi, ker je rdeča, modra pa zelena, ne. 6 vas je v rdeči ekipi, bom vse povedal imena, torej v rdeči ekipi je Zvonko Ploj, YouTuber Extreme, potem je Maša Živanovič, Lejon Bratec, Nives Gregorčič, pa David Dan TV, to je vas 6. Potem imamo modro ekipo, v modri ekipi pa je Niko Šebjanič, Jakob King, Urban Fajs, četrti je Primož Robar in peti je Miha Gračner. No, to je bila modra ekipa, potem pa še zelena ekipa, noter pa so bili Lan, Kolmanič, Nikica, Jošt, HHHX, The Stewart, Army, pa peti pa je bil Florian Kalifa. Tako da ja, če pride na zeleno, bom potem spet izmed vas, bom potem žrebal, če pride na modro, bom izmed vas, če pride na rdeče izmed vas, boste videli vse. No, načnimo. No, prišla je zelena ekipa, to je ta zadnja ekipa, ko sem vam povedal. No, zdaj pa še gremo naprej na postopek. No, zdaj, ko ste videli, je zelena ekipa zmagala neke vrste. Zdaj bom pa tako žrebal,
ker je od 1 do 49 številk noter. Tako da imam, Lan Kolmanič bo zmagal, če bo bil med številko 1 pa 9, Nikica med 10 pa 19, Jošt HHX med 20 pa 29, The Stuart Army od 30 do 39 in Florian Khalifa od 40 do 49. Če bo, ne vem, 40 do 49, če bo vmes, če bo, ne vem, 42 je on zmagal, potem, če veste, kaj mislim, boste vse videli, bo vam vse razložil, bo vam vse jasno. No, pa začnimo z žrebanjem. Pardon, vedno moram dati. Ajde. In prva številka je 45. Zmagal je Florian Khalifa. Prosim, napiši mi na moj Facebook profil, oziroma moj Facebook page, stran, kako li boste vi rekli, Jack on the Box, napiši mi pod privat podatke tvoje, kam ti naj pošljem. Ni važno, se veš, veste, kako to je vse, ne? Ste že bili v mojih nagradnih igrah. No, zdaj pa še imam eno dobro novico, naredil sem si Instagram. Ja, Instagram sem si naredil zadnjič, če ste videli mogoče na mojem Facebook strani, če še niste lajkali, lajkajte prosim stran. Ja, zdaj pa imam en izziv za vas. Če še niste lajkali moje strani, followali moje strani, ne vem, kako se to reče, nisem najbolj v Instagram, ne, ampak zdaj bom začel, če boste vi pomagali. No, rad bi dobil 1000 followerov v enem tednu, za vašo pomočjo mislim, da bi to lahko uspelo. Če dobim 1000 v enem tednu, pa bomo tako naredili, da bom enega izmed vas povabil v kino oziroma v Maribox na en film po vaši izbiri, ali risanko, kaj hočete gledati, ni važno, vse jaz častim, kokice, vse. Tako da ja, upam, da dobim, ne, pa se vidimo. No, upam, da bi video všeč, lajkajte, naročite se na moj kanal, pokažite te video prijateljom, pa se vidimo naslednjič.